S himno inovativnosti, skladbo Dan za te in za me Aleša in Valentine Ugovšek, ki jo je zapel otroški pevski zbor Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani pod taktirko Valentine Ugovšek, se je 25. septembra 2019 na Brdu pri Kranju pričela podelitev nacionalnih priznanj Gospodarske zbornice Slovenije najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in javno-raziskovalnih zavodih. Udeležence slovesne podelitve je uvodoma nagovoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je v čestitki najboljšim inovatorkam in inovatorjem med drugim poudaril. Na nek način smo mi vsi odvisni od vašega poguma, vztrajnosti in seveda najprej znanja. Vsi to v dvorani vemo, da sta podjetnost in inovativnost prav v tem, da nekomu uspe storiti ali doseči nekaj, kar drugemu v enakih pogojih ni uspelo ali pa o tem sploh ni razmišljal. V ta okvir, spoštovani gospod predsednik zbornice, sodi tudi ta podelitev nagrad in v ta okvir sodi danes tudi naš velik aplavz nagrajencem, ki bodo, upam, navdahnili druge, da jim sledijo. Letos je bilo podeljenih 8 zlatih, 26 srebrnih in 4 bronasta priznanja, 2 posebni priznanji za mlado podjetje, 4 priznanja za prispevek na področju inovativnosti in 2 posebni priznanji za razvojno in inovacijsko sodelovanje gospodarstva in institucij znanja. Nagrado za najboljšo inovacijo leta po izboru javnosti je prejelo podjetje Vivapen za avtomatiziran stroj za sitotisk 3D oblike na nalivno pero. Ljudje, ki živimo rutinsko, je v redu, da probamo tudi ali krajši izlet ali pa počitnice za Adria Tvinom. Definitivno so nepozabne in zelo pozitivne. Lean kompleks je en mehen korak pri krepitvi imunskega sistema, tako da mi še naprej iščemo nove poti za izboljšanje imunske odpornosti in vidimo v prihodnosti še velik potencial. Računamo na internacionalizacijo, računamo, da bomo spletli kakšna nova inovacijska poslovna partnerstva in da gremo to prodajati po Evropi. Za domačega uporabnika, če imate predsestavljene panele, se čas sestave ene omarice se lahko tipično 10 minut skrajša na recimo 3 do 5 minut. Z jemanjem enkrat dnevno bistveno povečamo sodelovanje bolnikov pri terapiji in s tem v bistvu izboljšamo učinek zdravljenja in bistveno izboljšamo klinično sliko. Naši motorji hladijo večje sisteme. Najuspešnejši trenutni projekt z njimi je bil na podatkovnih centrih, kjer hladijo serverje enega izmed najbolj renomiranih softverskih podjetij na svetu. Glavne prednosti tega procesa so precej povišana produktivnost, s tem tudi precej znižani stroški, pa tudi cel proces je bolj trajnosten in s tem lahko potem dosežemo, da so ta zdravila, zelo učinkovita zdravila, precej bolj dostopna za paciente, ki jih potrebujejo. Ja, izdelek se proizvaja za velike blagovne znamke, kot so Siemens, Jean Miller in Schneider. Na izdelku pa je detajl, na katerega smo lahko vsi ponosni, saj krasi našo zlato inovacijo, to pa je napis Made in Slovenija.
Nacionalno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za najboljše inovacije predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij. Izbor finalistov je predhodno potekal na regionalni ravni, kjer je skupaj sodelovalo več kot 1000 inovatorjev in inovatorskih ekip. Jaz sem vedno zelo navdušen na takih prireditvah, kjer govorimo o inovacijah. To je na koncu koncev steber razvoja našega gospodarstva in te inovacije so pomembno prispevale k temu, da smo v gospodarstvu tu, kjer smo. Imamo rast dodane vrednosti, izvoz raste. Vse to je rezultat zato, ker je naše gospodarstvo zdravo, prilagodljivo in pa inovativno. Vam je danes kakšna inovacija ostala posebej v spominu? Ja, mi je, ampak ni bila zlata, tista, ki sem si jo zapomnil in se mi zdi odlična, je ta sedež za otroke, ki je bil pripet na steno. V letu 2019 skoraj 200 prijav inovacij nam daje pogum, da je proces inoviranja v Sloveniji dovolj dobro razširjen po vseh regijah, po vseh branžah, in da počasi razvijamo nove izdelke, s kateri bomo tudi dvigovali dodano vrednost, kar je naš osnovni cilj. Seveda bo pa ta pot možna samo, če se bomo znali povezovati z institucijami znanja, in tudi tukaj bo potrebno zbrati ta pogum, da bomo sistem pripravili tako, da bodo vsi na to tudi motivirani.